Preden bomo šli v vojašnico, tukaj smo vam v športni dvorani omogočili uporabo garderobnih omaric, da ste normalno preoblekli, pripravili za trening, zaklenili, tako da vse je to varno, vse, kar ne rabite sabo, lahko not pustite, pripravite se za trening, pa gremo pa naprej. Dobrodošli, hvala. Današnji trening bo malce drugačne narave, greste na vojaški poligon, kaj sploh pričakovati pred začetkom treninga? Ja, lejte, jaz mislim, da je to pač standardni vojaški poligon, malo spremembe v treningih je vedno dobrodošla in upam, da nas ne bodo preveč namučili. Nikoli nisem tega probal. Zanima me, kako bo to potekalo. Pričakujem nekako kot v filmih, ampak več bom lahko povedal po upravljenem treningu. Zdaj gre pa za res! Danes gostite nogometaše Domžal, kaj ste jim priredili? Ja, tako je. V prvi brigadi Slovenske vojske v vojašnici Edvarda Peperka gostimo članski ekipi nogometnega kluba Domžale. Veseli smo, da so se obrnili na prvo brigado, da so si zaželeli kondicijske vadbe na ovirah v vojašnici in zato smo jim skupaj s pripadnikom inštruktorjem in s podčastnikom iz vojaške policije prikazali praktično uporabo pehotnih ovir oziroma premagovanja taktične steze, bili pa smo tudi na vaditeljskem poligonu. Prvi cilj je bil vsekako, da naredimo en konkreten kondicijski trening, hkrati da malce rutino razbijemo, da nismo vedno na nogometnem igrišču. Danes ste v roke dobili ne vojake, ampak nogometaše. Kako so se izkazali? Ja, fantje so me presenetili. Nisem pričakoval, da bojo kos temu. V prvi fazi so bili malo prestrašeni. V nadaljevanju sem pa poskrbel, da ta strah se je porazgubil, tako da so se kar pokazali maksimalno. Ja, nogometaši so po prvih nekaj, da rečem, nerodnostih oziroma privajanju na našega inštruktorja našli skupni jezik in zdaj tudi že štejejo vsi v en glas. Dvajset nogometašev, koliko bi jih lahko vzeli kar zdajle v vojsko? Pa jaz mislim kar vse. Po moji oceni vse. So pripravljeni kondicijsko, vidimo, da jih veže pripadnost klubu in take potrebujemo. Kaj lahko poveste po tem poligonu? To je bila super izkušnja. Videli smo, kako v vojski trenirajo, kakšne vaje imajo, čisto drugačen princip dela, kot ga imamo mi v nogometnem klubu. In je zanimivo, res zanimivo. Vsi smo vedeli, da so taki poligoni težki in mislim, da je dobro za timski duh ter tudi za fizično pripravljenost je vsekakor priporočeno tudi taki poligoni in še enkrat mislim, da smo se skupaj bolj povezali kot ekipa in to je najpomembnejše.
bilo mogoče najtežje? Ja, najtežje je bil ta pehotni poligon, ker moraš vse delati, skakati, ovire premagovati, se plaziti in tako naprej. Nogomet, sam nogomet kot šport, tukaj enostavna zadeva, glede na to, kaj so tukaj v vojski sposobni vse prestati. Na koncu vseeno poraz v dvoboju s kolegom. Ja, žal smo izgubili, malo smole, malo nepazljivosti, pa nas je stalo zmage. Bi nogometašem prav prišel ta trening večkrat na leto? Jaz mislim, po moji ceni, glede na razgovor z nogometaši, ja. Vsekakor ne bomo to vsak vikend počeli, je pa izredno pozitivna izkušnja. Ob tej priložnosti bi se seveda zahvalil Slovenski vojski in osebju, ki so nam odprli vrata na široko. Dobrodošli še kadarkoli. Želim vam vse najboljše v prvi slovenski ligi. Za Slovenijo!